Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Slovenjebistriški čebelarji so obeležili prvo obletnico delovanja čebelarsko-učnega centra na Zgornji Bistrici. O tem pa še o čem v tokratni oddaji. Vabljeni k ogledu. Razstava Društva upokojencev Krajevne skupnosti Impol Svet pred domačim pragom. Spominske slovesnosti ob dnevu mrtvih. Prva obletnica čebelarskega centra Slovenska Bistrica. Razvojno-informacijski center predstavil dogodke v mesecu novembru. Noč čarovnic v Slovenski Bistrici. Krajevna skupnost Impol je v sodelovanju z Društvom upokojencev Slovenska Bistrica pripravila razstavo slik, fotografij, ročnih del ter lesenih, pleterskih in drugih izdelkov pod simbolnim nazivom Svet pred domačim pragom. Razstava je na ogled v prostorih Doma krajanov Tirgot do 7. novembra letos. Z Društvom upokojencev Slovenska Bistrica vsako leto organiziramo kulturno prireditev in to je razstava v prostorih Krajevne skupnosti Impol v Levstikovi ulici 2, ki bo na razpolago za pregled vsak delovnik od 16. ure pa do 17. ure. Vabljeni, vljudno vabljeni, saj bo kaj zavedeti, ročna dela, slikarstvo in pa stvari, kak so bile v prejšnjih časih. V kulturnem delu programa so sodelovali učenci osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. V torek 29. oktobra je na prostoru pred Kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici potekala osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v občini Slovenska Bistrica. Govornik na žalni slovesnosti je bil Rudi Medved, minister za javno upravo. Spoštovane, spoštovani, ta čudoviti dar narave, človeško življenje je mozaik mnogoterih občutij, a nobeno izmed njih ne zareže tako silovito v srce kot občutje bolečine. Bolečine, ko smrt iztrga izmed nas sočloveka. Bolečine, ki jo spremlja zlovešči občutek popolne nemoči.
Človeku je dano, da spreminja sebe in svet okoli sebe. Skrivnosti smrti nedoume. A človeštvo ima to srečo, da življenju gospodari čas. Čas ga omejuje in se za vsakogar neizogibno izteče. Vendar vse dokler teče, tudi zdravi. Sčasoma še tako močno občutje bolečine, kakršnega lahko v srce usadi samo smrt, sčasoma tudi to občutje otopi. In nadomesti ga dar človeku, da preživi sleherno izgubo. Nadomesti ga spomin. Je čas bolečine in je čas spomina. Zaradi spomina mrtvi nikoli v resnici ne umrejo. Zemlja si lahko vzame, kar je njenega, a kar ni njeno, tega nam ne more vzeti. In to, kar je neskončno dragoceno, je večno in nikdar ne more umreti. Zato spomin na tiste, ki jih ni več med nami, nikoli ne more umreti in nikoli ne sme umreti. Ko se v dneh pred 1. novembrom zberemo ob grobovih naših najdražjih, znancev, prijateljev in tistih, ki jih nikoli nismo poznali, je to zunanja manifestacija našega spoštovanja do njih, do njihovega življenja. Da se zavemo naše minljivosti in doumemo, da je smrt neizogibna. Zato nam ne more in ne sme biti vseeno, kaj počnemo s svojim življenjem. Kakor ga bomo posejali, takšno bomo poželi letino. Tako se bodo nekoč spominjali nas. Smisel življenja ni večnost, smisel življenja so delo, ljubezen in spoštovanje. Tisti, ki to zmore, tisti je večen. Ko stojimo pred tem pomnikom žrtvam povojnih pobojev, se moramo zavedati, da so mnogi šele v zadnjih letih dobili grob in obeležja, da so dobili mesto, kjer se jim svojci lahko poklonite. In moramo se zavedati, da za mnoga prikrita grobišča še dan danes ne vemo. Tukaj, na tem pokopališču, so od leta 2004 pokopani posmrtni ostanki 431 žrtev povojnih pobojev na Zgornji Bistrici. Okoliščine bistriškega zločina niso v celoti pojasnjene. Ve pa se, da se je zgodil po koncu vojne. Občina Slovenska Bistrica je tako simbolno nakazala pot, kako preseči huda bremena preteklosti. Takrat se je zganila tudi država in se s posebno deklaracijo zavezala k skrbi za ureditev grobišč. Ker samo verbalna obsodba vseh medvojnih in povojnih zločinov ni dovolj. Zavedati se moramo, da je dostojen pokop mrtvih civilizacijska norma. V današnjem svetu moramo prav vsi, še posebej predstavniki države, delovati v smeri razumevanja in sožitja. In če hočemo tako delovati, moramo razumeti dogodke nekega zgodovinskega trenutka. Z odnosom in pietetnim pokopom vseh žrtev vojne in povojnih pobojev kažemo, ne glede na svetovni nazor in prepričanje, svoje spoštovanje do zgodovinske resnice. In izprašamo si vest. Če bi si jo ljudje izprašali pogosteje, človeštvo ne bi doletelo toliko krivičnih smrti. Ko pravimo, kako brezobzirna in krivična da je smrt, kar prezremo, koliko smrti bi lahko in morali preprečiti. Če bi vrednoti ljubezni in spoštovanja kaj veljali, se ne bi z grenkobo spominjali sovraštva, ki je in še danes terja toliko žrtev. Smrt je naravni del našega bivanja. Kot takšno smo jo zmožni doumeti in razumeti.
a ljudje sami jo hote izzivamo, da skozi vsa obdobja človeškega bivanja kosi strahotno, nenaravno in ne izbira žrtev. Zatorej naj bo dan spomina na mrtve tudi dan našega izpraševanja. Ali živimo tako, da ne povzročamo krivic, sovraštva, teptanja človekovega dostojanstva? Le, če živimo tako, smo vredni spomina na vse mrtve. Smo vredni, da jim izkažemo spoštovanje. Le tako ne bo naš poklon na grobu kogarkoli zgolj plehko dejanje brez vsebine. Smrt je poslednje, kar se zgodi človeku v življenju, in če živi tako, da je na koncu zadovoljen s svojim življenjem, potem tudi neizbežnost minljivosti laže sprejme. Le če se neizbežnosti minljivosti pravi čas zavemo, bomo znali ceniti življenje v vsej njegovi čudežnosti, ga bomo znali živeti polno. Skrivnosti smrti najbrž ne bomo nikoli povsem doumeli. Poskušamo pa lahko tako, da to skrivnost iščemo v življenju samem. Samo živeti je treba. Živeti je treba in doživeli bomo vse. V kulturnem programu, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, sta sodelovala mešani pevski zbor Kut Šmartno na Pohorju, ki ga vodi Nastja Pančič-Čurin in recitatorka Jana Jeglič. V imenu Republike Slovenije je minister za javno upravo vence položil pri rovih A in B na Zgornji Bistrici in h Kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici. Vence je isti dan položil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica z delegacijo, in sicer k spomeniku na Trgu Svobode pri rovih A in B na Zgornji Bistrici in h Kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici. Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica je v ponedeljek 28. oktobra pri spomeniku v Visolah organizirala spominsko slovesnost ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve. Pri spomeniku NOB so položili cvetje, prižgali svečke in se spomnili vseh, ki so dali življenja v narodno-osvobodilni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Slovesnost, na kateri so sodelovali mladi iz naselja Visole in Oktit Tinje, je režirala Jožica Repnik. V nedeljo 27. oktobra je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica pripravilo prireditev ob prvi obletnici otvoritve čebelarskega centra na Zgornji Bistrici. Čebelari in gostje so v prelepem čebeljem raju ob naklonjenem vremenu preživeli nepozabno nedeljsko popoldne.
Čebelarski učni center tu na Zgornji Bistrici praznuje letos prvo obletnico svojega delovanja. Poskusimo v nekaj stavkov strniti to leto dni. Ja, v tem letu dni, odkar je Čebelarski center odprt uradno, smo seveda pridobili tudi uporabno dovoljenje, tako da je objekt čisto legalen. Pridobili smo hišno številko in seveda začeli izvajati oziroma izvajamo ta tripartitni sporazum med Čebelarskim društvom, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in občino Slovenska Bistrica. V letošnjem letu nas je iz teh vzgojno-izobraževalnih zavodov obiskalo preko 1000 otrok, na kar smo zelo ponosni in seveda upamo, da se bo to število še v letu 2020 povečalo, da bomo tako uresničili svoj zastavljen načrt. To je 6. projekt, ki ga izvajamo in namenjen je predvsem osveščanju predšolske, šolske in odraslih ljudi o pomenu življenja čebel in o neokrnjeni naravi. Mogoče v nekaj stavkih še nekaj konkretnih nalog, ciljev za naslednje leto, se pravi za leto 2020? Ja, za 2020 imamo plani, da uredimo tole ograjo, da naredimo pomično ograjo, ker pač tale trenutka nam ovira. Potem še imamo namen zgraditi en mali prostorček za kosilnice. V bistvu imamo pa en ambiciozni načrt za leto 2024, ko bo Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica praznovalo 100-letnico delovanja. V ta namen pa že zbiramo načrte za izvedbo apiterapevtskega čebelnjaka, ki bo stal na tem mestu, kjer stoji zdaj čebelnjak vzrejne postaje in ki bo, se pravi, naredil eno zaključno vsebino tega objekta, na katerem bojo pač apiterapevti, kar je apiterapija sedaj zelo v velikem porastu, se pravi, izvajali svoje znanje, ki nam ponuja pomen, katerega nam ponuja narava. Danes je tu na Bistrskem čebelarskem centru in tudi nasploh zelo lep sončen dan. Čebelaristi se pravi, da jih je bilo letos premalo, kar se bo verjetno odrazilo tudi na letini, ampak ne glede na to, po tudi podatkih, ko smo jih slišali prej, dejansko je ta center v tem letu dni resnično upravičil vložek vanj. Ja, s tem se jaz seveda strinjam. Zdaj tudi iz poročil, ki smo jih slišali, pa iz načrtov, ki smo jih slišali, na eni strani govori seveda o tem, da se torej ob tistem osnovnem, kar čebelari delajo, predelava meda in ostalih čebeljih produktov, da skrbijo tudi za izobraževanje, da skrbijo, kar je pa po moje posebej pomembno, tudi za neke povezave z šolami, z vrtci, ker gre predvsem za to, da torej ta delo z čebelami pomeni delo z naravo in to z naravo z pozitivno začetnico in seveda je to potrebno nujno prenesti na naše mlade, če želimo, da bomo tudi prihodnje ob vseh težavah, s katerimi se soočamo, lahko živeli koliko toliko v tem čistem okolju. Zato res gre Čebelarskemu društvu, vsem članom, ki tu delajo, priznanje. Ob tem ne smemo pozabiti, da je tu tudi ogromno prostovoljstva. Imajo pa tudi zelo ambiciozne načrte za naprej. Jaz jim samo želim, da se vse ti načrti izpeljejo, da to sodelovanje tako med nami, ki pač nekoliko poskušamo pomagati, kot med njimi, ki so osnovni nosilci dejavnosti in pa tudi šolami in vsemi ostalimi, ta sodelovanje poteka še naprej, tako pozitivno, kot je, da se ti vsi njihovi načrti realizirajo. In ne nazadnje, tukaj je nastajala ena taka točka, ki je vredna ogleda,
tako vseh Bistričanov, mislim, in meščank, občank in je vredna ogleda tudi širše. Gre za eno prepoznavno točko, še eno izmed prepoznavnih točk mesta in občine Slovenska Bistrica. RIC Slovenska Bistrica je v torek 5. novembra v prostorih Društva vinogradnikov Ritoznoj pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nekatere dogodke in dejavnosti, ki bodo ta mesec potekale v občini. Že v ponedeljek 11. novembra bodo na Trgu Svobode organizirali martinovanje. Več o tradicionalni prireditvi je povedal Jože Pečovnik, predsednik Društva vinogradnikov Slovenska Bistrica. Sama prireditev se resnično začne tako tradicionalno 11.11. ob 11. uri in 11 minut. To zgleda tako, da takrat so že vse stojnice pripravljene, okrašene, tam je pripravljen sod z mladim vinom in potem ob 11 minut vsi vinogradniki nazdravimo in takrat se uradno začne prireditev. Zdaj, do povdanskem času je tak, da bodo nastopili Kut Klasje iz Čerešnjevca, potem godci iz Potinja, harmonikari Nina Jamnika, in to je v dopoldanskem času, in ansambel Fretarji, potem ob 14. uri, ko se začne ta osrednja prireditev, ki se začne seveda z blagoslovom mladega vina, ki ga opravi naš domač župnik Jani Družovec. To se mi zdi tudi lepo, da damo en pečat prireditvi z tem blagoslovom, da ni to neka, bom rekel, na smešni način ali pa na neko, bom rekel, norčevanje, ker se mi zdi, da je to prav, tudi kot predsednik društva sem vztrajal pri tem, da se to naredi, ker mislim, da je preveč enega dela in s tem ne kažeš v vinogradu, seveda v kleteh, da bi se potem tam norčeval nekaj z tem. Jaz nisem temu naklonjen, no. Tako da se mi zdi to lepo. Seveda pa naši vinogradniki, ki bodo tam sodelovali, to je vinogradništvo Avguštin, vinogradništvo Brezovšek, vina Frešer, Gora pod Lipo, vino Kropec, vinogradništvo Pečovnik Martinost, vina Repnik in vina Vehovar. To so naši vinogradniki, ki se, bom rekel, ki obdelujemo trto na naših obronkih Pohorja, vse od Polskave pa prek Ritoznoja, Kovače vasi pa tja do Tinske gore, vse so, bom rekel, prvovrstne lege vinogradniške in tam se trudimo, da pridelamo dobro kapljico, ki bomo letos kot mlado vino ponudili na trgu. Všeč mi je tudi, pa vesel sem, da smo se pred leti odločili in naredili korak naprej. Bom rekel, sicer je ena taka tehnična zadeva, ampak zelo pomembna. Pomembno je, kam se vino nalije. In mi na tem martinovanju, kakor danes, ne bomo nalivali vina v en plastični kozarec, ampak v taki lep konzorcijski kristalni kozarec. Mislim, da so to naši, bom rekel, obiskovalci tudi zelo lepo sprejeli, čeprav je bilo malo negodovanja na začetku, ker pač so mislili, da bojo tak drago kozarec plačali, in ko so videli, da so dobili denar nazaj, pa zdaj pa vejo, da je to lep kozarec in se potem tudi dobro vino not natoči in ven seveda popije. Ekološko je. Ja, pa še ekološko je, tako trajnostno skrbimo za vse. Tako da jaz pričakujem lep obisk, glede na to, da eno leto smo imeli, ko sem že glih pri tehničnih zadevah, en veliki dež in smo v zadnjem momentu, neurje je prišlo in smo v zadnjem momentu šotor postavili, tako da je ekipa RIC je resnično delala 100% in je bil šotor nabito poln. Verjamem, da bo tako vsako leto tudi letos dosti obiskovalcev. Zanimivo je tudi, da prihajajo obiskovalci iz takih tradicionalnih krajev, kjer imajo martinovanja, kar je spet en, bom rekel, plus za nas,
da pridejo sem in kar je še bolj pomembno, da se vračajo. Da ne samo pridejo pogledati, ampak vsako leto znova prihajajo. Recimo Maribor, Rače, Konice, ne? Celje, tudi tam smo zabeležili goste. Seveda najbolj pa pomembno to, da smo tu zbrani prijatelji, ne? Ljubitelji vinske kapljice. In jaz pričakujem, da bo lep dogodek, tako kot sem že rekel na začetku. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je o pomenu vinogradništva in vinarstva v občini Slovenska Bistrica povedal. Jaz seveda rekel, da je recimo dodana vrednost, ali pa ena največja dodana vrednost je to, da se je nekaj čez 10 vinogradnikov uspelo dogovoriti v nekem skupnem nastopu o negovanju in obuditvi ponovno te znamke Riedlsneuschena, ki je bila kasneje celo zaščitena. Govorim se o tem PTP-ju, ker če se želi narediti res nekaj zadeva naprej, je možen samo nek skupen nastop. No in te stvari se seveda še nadaljujejo, zdaj vemo, da se na področju predvsem trženja, to je pa tisto, kar je zdaj po moje naslednja zgodba, ki jo bo treba pa še izjemno nadgraditi, ker kar se tiče samega oskrbe vinogradov in pa potem kletarjenja, mislim, da so naši vinogradniki vrhunski, o tem ne nazadnje pričajo seveda tudi vse te priznanja, ki jih dobivajo. Ampak naslednja zgodba je pa seveda trženje. Tu smo mi nekako vpeti v ta prostor, v katerem pač živimo in jaz mislim, da je eno od projektov pa programov, ki bi ga mi pelali recimo na področju, ampak je bilo nujno tu v tem prostoru pelati na področju torej turizma, povezavi z kmetijstvom, samoskrbo in vsem ostalim, je ravno ta zgodba vinogradništva. Zato, ker je, tudi če bi pogledali ta prostor recimo od Maribora na to stran, potem mislim, da je na nek način Slovenska Bistrica tu v centru tega dogajanja, kar se vinogradov tiče. Če bi pa se ozrli nekoliko nazaj v zgodovino, malo dlje, pa tako vemo, da od te zlate medalje, ki je tam na prelomu 20. stoletja, se pravi tam v letih 1900 že dobilo vino iz te koncev, pa o tem, da je to vino pil recimo Slomšek, pa je takrat seveda prenesel škofijo, sicer res, da v Maribor, zdaj jaz ne vem, kaj pijejo ti škofje danes, ampak pustimo to. No pa še kasneje, če pogledamo nekatere zgodovinske podatke, da je tudi trgovina z vinom potekala v tem okolju. Kar pomeni, da so to pravzaprav neke danosti, ob naravnih danostih, tudi ob nekih zgodovinskih danostih, ki kličejo o tem, da bi bilo smiselno v smislu promocije en tak projekt zastaviti. Narediti ta korak naprej in vse en del te turistične bistriške zgodbe graditi na tem delu. Seveda pa to pomeni, da mora vsak pri tej zgodbi kaj postoriti, zdaj kar zadeva seveda občino, mi smo v osnovi zavezani za infrastrukturo, to poskušamo pač v okviru možnosti tudi pelati, vzdrževati in to, kar je s tem povezano, tudi pomagamo recimo lahko pri promociji, pomagamo verjetno tudi še pri kakšnih drugih zadevih, posebej pri recimo oblikovanju nekih projektov. In mogoče bi še eno stvar povedal, zdaj naši vinogradniki so razpršeni po vsem tem našem vinogradniškem delu. Jaz mislim, da je nujno, da bi stvar bila v bistvu koncipirana na en tak način, da je tukaj v mestu Slovenska Bistrica ena izhodiščna točka, ampak predvsem za tiste naključne obiskovalce. Za tisti obiskovalci, ki tako ali tako preko današnjih torej teh omrežij poiščejo kontakt za njih, to ni tako potrebno, razen vse neka širša promocija, gre se bolj za tiste naključne obiskovalce, ki imajo tu recimo neko skupno točko. Zdaj mi, ta idealna skupna točka, če mene vpraša, da bi bila seveda v bivši kleti, ampak tam so zgodbe komplicirane, pravzaprav v tem trenutku niti ne vem, če spomnimo, kako je s tistimi zadevami. Jaz mislim, da bi tisto sicer lahko bila idealna izhodiščna točka. Zdaj, ne vem, kaj se bo tam naprej dogajalo, to bomo videli, jaz upam, da bo kdo iz vinogradniškega, ampak ta pravi vinogradnik res zadeva zdaj v roke, pa bo stvari naprej zapeljali. Vse v tem mestnem času pa poveza zadeve recimo z tudi v končni fazi z temi prostori, narediti neko tu eno osnovno razstavo kot ponudno razstavo vin, med nekoga, ki bo to vedno servisiral in na nek način spostaviti
neko povezavo, zagotoviti neko dežursko službo in vse ostalo, ki je s tem povezano. Nam nič ne pomaga, če smo mi postavili table, ne, če bojo vinogradniki, če bojo prišli potencialni zainteresirani kupci k nam, pa ne bojo vedeli, kam ne gredo, oziroma bojo šli na posamezne lokacije, pa bojo naleteli na zaprta vrata. Ne. V tem delu, v povezavi, se pravi, z zgodovino, in s tem je smiselno narediti tak pomočen promocijski projekt. In še enkrat, recimo, če bi rekli, da imamo nekih 5 vsebinskih točk, kar se tiče turizma, ne, je ena, na kateri bi bilo smiselno graditi, torej na tej vinogradniški ponudbi skupaj z tudi sonaravno okolico, ki jo naši vinogradi že sami po sebi ponujajo. Ne. Jaz mislim, da mi ne rabimo nekega vinarjoma, ne, ker je kar nekaj lokacij, če gre dol na te konce gor, ki so nadgrajujejo neko tako zadevo in gre za torej naravno okolje, ki ga je smiselno dati. In jaz sem prepričan, če se bo to znalo prenesti torej na trge izven meja, ne, pa mogoče še povezati z nekim pohodniškim delom, pa recimo z kolesarskim delom, da bi se to bilo možno narediti nek preboj tudi na tem delu. Magistrica Monika Kirbiš-Rojs, direktorica RIC-a Slovenska Bistrica in vodja oddelka za gospodarstvo, je predstavila nekatere projekte, ki so jih uresničili s pomočjo evropskega denarja. Jana Jeglič iz RIC-a pa mednarodni festival Živa Coprnija, ki bo od 14. do 16. novembra potekal v Slovenski Bistrici. Ob tej priložnosti so tudi uradno odprli 86 turističnih označevalnih tabel v občini. Table so skupaj z občino Rače-Fram v okviru projekta VTC 17 letos postavili ob delo Podpohorske vinsko-turistične ceste. Na njej svojo ponudbo nudi 23 vinogradniških in turističnih kmetij. Na noč čarovnic smo tokrat, s kamero seveda, obiskali eno od bistriških družin. Priznati je treba, da so se gostitelji res potrudili. Del svojevrstno zanimivega dogodka smo posneli in tako vam sedaj predvajamo nekaj najbolj zanimivih čarovniških utrinkov. Dobrodošli v naši hiši strahov danes večer in sedaj bomo mi uresničili vaše najhujše nočne gore. Da se pa se že strani, ne malo, gremo. Gremo?
Jaz mislim, da je to pravi izhod. Čao! Aha. Jaz mislim, da smo zunaj. Ojoj. Zunaj sva. Še nikoli nisem bila tako čudesna. Ne vem, da je to prekrasno.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 28. oktobra do 4. novembra obravnavali 12 kaznivih dejanj, od tega 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 4 tatvine, grožnjo, zatajitev, goljufijo, veliko tatvino in 2 drugi kaznivi dejanji. Slovenska Bistrica. Partnerka je v svojem imenu za svojega partnerja sklenila več naročniških razmerij pri različnih operaterjih mobilne telefonije in s tem pridobila mobilne telefone s popustom. Partner je mobilne telefone preprodal, obveznosti pa ni poravnal in s tem dejanjem partnerko oškodoval za 3600 evrov. Neznani storilec je v nočnih urah prevrnil avtomat s pijačami in pri tem oškodoval podjetje za 1500 evrov. Neznani storilci so iz trgovine odtujili več kosov oblačil, saj so z njih odstranili varovala in s tem podjetje oškodovali za 250 evrov. Policisti so bili obveščeni o 9 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 1 prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo, 3 prometne nesreče z materialno škodo. V 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo, 1 nesrečo pa so zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 38 plačilnih nalogov. Ob tem so začasno odvzeli še 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 4 intervencije. Ob tem so 2 kršiteljama izdali plačilni nalog. 2 intervenciji pa so zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Policisti so obravnavali tudi 13 dogodkov, od tega 5 kršitev zakona o javnem redu in miru. Pri tem je bil vsem kršiteljem izdan plačilni nalog. Prav tako so obravnavali kršitev po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in kršitev po zakonu o orožju. Policisti so bili obveščeni tudi o belo obarvani reki Dravinji v Lošički vasi, vendar pogina rib ni bilo zaznati. Na kraju dogodka v vzorcu odvzete vode niso našli strupenih snovi. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Prijazen pozdrav in vse dobro do prihodnjič.